Pozdravljeni! V zadnjih dneh ste verjetno zasledili po raznih medijih, kako so razne kritike na vodenje in delo Claire Williams pri istoimenski ekipi. Hčerka Franka naj ne bi bila sposobna voditi ekipe in naj bi delala celo škodo, jo spravila na rob propada. Dva glavna kritika v tem zadnjem obdobju sta bila Rob Smedley, bivši inženir ekipe Williams, in Martin Brundle, bivši voznik in komentator na televiziji. Vkolikor pogledamo malce vire v originalu, pogledamo dobesedne navedke, dobimo rahlo drugačno sliko od tiste, ki nam jo marsikdo predstavlja. Rob Smedley v bistvu se je spotaknil ob tom, da zgodovina ekipe še ne pomeni rezultate v prihodnosti, da oziranje v preteklost ni zdrava zadeva in da kljub temu, da je bila sezona 2019 porazna, najslabša, to še ne pomeni, da bo sezona 2020 boljša, kar je nekako nek racionalen pogled, čeprav mislim, da je tudi nekaj zamere pri Robu, kajti on je zapustil ekipo Williams, ne vemo zakaj, in od takrat ni dobil več mesta v Formuli 1, govorim pri ekipah. Je nek zunanji svetovalec pri FIA za tehnične zadeve, a kakih velikih prispevkov o njem sam nisem zasledil. Drugi je bil Martin Brundle. In on je na začetku svoje izjave povedal, da tistega, kar on ne ve, pač ne ve, ni del ekipe. A povedal je, da nekdo kot Andrea Seidl pri ekipi Williams bi bil zelo dobrodošel, kadar njegovih sposobnosti. Tako da bi se lahko Claire Williams ukvarjala z menadžerjem, tisto vsako dnevno vodenje ekipe pa bi prepustili njemu. Ampak Andrea Seidl je pri McLarenu, naredili so enkratno potezo, o tem sem že govoril v drugem prispevku, a tu pozabljamo na eno dejstvo. Nekdo kot Andrea Seidl bi bil zelo dobrodošel tudi pri Ferrariju, na primer. A o tem vsi viri lepo tiho. To, da ima tudi Binotto težave z vsakodnevnim vodenjem ekipe, mislim, da je jasna zadeva. In zato je treba biti tu realen. Velike razlike so tako finančne, kot tudi vodstvene pri Ferrariju, kot tudi pri Williamsu. Mislim, da sta na nasprotnih polih, vemo po približno proračunu, ki ga imajo ekipe. A Seidl je lepo pri McLarenu in o tem bomo govorili tudi malce kasneje. In seveda nihče ni dobesedno pozival Claire Williams k odstopu. Pozivali so k rahlim spremembam, katere bi lahko prinesle po njihovem mnenju k izboljšanju delovanja ekipe. Ampak za tisti tehnični del, vsakodnevno vodenje ekipe, je kdo izmed gospodov zapazil, da skozi stranska vrata se v strukturo Williamsa vrnil legendarni Patrick Head? Mislim, da ne. Se strinjam, Patrick Head ima svoja leta, ampak ima tisti karakter, kateri zna Claire Williams zelo pomagati pri vodenju. S to pripombo, da spremembe v Formuli 1 ne nastanejo čez noč. Potrebni so meseci in komaj v 2020 bomo videli te spremembe, ali delujejo ali ne. Sedaj pa poglejmo, je Claire Williams res tako nesposobna? Na svoj položaj je bila imenovana marca 2013. Kaj je dosegla od takrat? Tretje mesto med konstruktorji 2014-2015. Podpisala je pogodbo z Mercedesom 2014, velja še danes. Pridobila je dva poimenska sponzorja, Martini, Rukit. Nekaj, kar od sezone 2014 ni uspelo McLarenu. Praktično ne smemo pozabiti, da v tem obdobju imamo pri Force Indy propad, nastal je Racing Point. Ekipa Haas je pa poimenskega sponzorja Rich Energy izgubila sredi sezone 2019, nekaj, kar pri Williamsu se ni zgodilo. In če gledamo samo na vodenje ekipe, na management, je treba priznati, da Claire Williams še zdaleč tega, da bi bila nesposobna. Mnogi boste rekli, ja, pri Williamsu so sedaj vozniki, kateri niso v čast tej ekipi. Vidimo voznike, ki so plačljivi, kot Latifi, bom rekel, kaj je pa Robert Kubica na to in kaj bomo porekli o Alfa Romeo Racing, kateri so z obema rokama sprejeli Roberta Metze, njega in njegovega pokrovitelja, sponzorja seveda. Nič, denar porabijo eni in drugi in tu je velika razlika med McLarenom in Williamsom.
McLaren ima izjemno bogate arabske lastnike, ti lahko odprejo svoje denarnice in dajo iz lastnega žepa denar, ki zmanjka ekipi. Pri Williamsu tega ni. Morajo biti racionalni in shajati s tistim, kar lahko dobijo na tržišču. Menim pa, da je izjemno nefer do Claire Williams, do Franka Williamsa, da razni mediji spreminjajo izjave nekaterih zunanjih, akterjev, kateri ne poznajo pravzaprav razmer v takem smislu, da izpade Claire Williams nesposobna, da se škodi ekipi Williams, samo zato, da je članek novica bolj zanimiva, bolj ažurna in bolj sveža, kar v resnici ni. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.